Petra si videla kako se uči. I Petra više ne voli Mariju. Na primer, igramo se šolu. Klasične, reproduktivne šole. Čezem teden idemo novo uprašanje, dete li je na latinskom. Ko digne ruku? Pa Marija. Marija, imaš 2 petice. Prosim te, spusti ruku. Nadareni učenac već nervira i mene i vas. Evo ti 5, pazite, čak i nije dala odgovor, evo ti 5, idu da vršti igre se. I vam povem da budete dobri bar malo kao Marija, jer niko je više ne voli. Dobit će ime štreberka, neki su da gurne pašnjaka s usnice, slomice zube, ona više ne sme da digne ruku, za kaj? Pa zaradi vas. Kaj je sve pomenuo? Nema straha u školi, to je smeh. I dam jedno uprašanje iz našeg programa, svetovni rekord za živale, žirafa, številka 11. Kaj je 11? To je svetovni rekord. I kaj učenec prvo pove? Ajde, prva asocijacija za žirafo? Vrat. Bravo Petra, pak nismo rekli dinosaur, nego žirafe. Vrat žirafe 2 metra. 11, kaj je 11? Pa dajte neku ideju. Zub. Povejte, nemojte vsi, povejte. Da 1 plus 1 je 2. Ne, nije. Iz enciklopedije informacije. Koliko časa nosi mladića? Nosi mladića 11, bravo, a pa ga nosi 15. A svetovni rekord je slonica 20. 22, i slonica žirafe 15. A kaj je svetovni rekord? Ajde. I kaj meni pomenuo? Odgovor ili pod od odgovora? Pa potrebno vam reče za kaj aktiviramo mislene procese in te asocijativne regije. To je šola prihodnosti. In kaj je 11? Minut spanja. Povejte. Minut spanja. Minut spanja, spi 2 ure na dan. Non stop pije i išče hranu i vodu i spi samo 2 ure na dan. I kratko živi zaradi tega. Koliko živi žirafa? Ma bilo bi lako, živi 20. U zoovrtu 8 i 20. A u naravi 20. Smo prešali u Ljubljani, bio seminar u školi za kaj, kakšna je to škola, če su učenici, pa su učenici se smejio, pa to je najboljša škola. Oni misle da se igraju, a kaj da učijo, mislio, i kaj ste vi sad, ajde vidimo samo vašu memoriju. Koliko dugo živi žirafa? U zoovrtu? Koliko nosi mladića? 15. A slonica? 20. Koliko je dug vrat dinosaura? 11. Bravo. Ajde, dajte još neku informaciju. 11, kaj je 11? Promijeniti nakon krvi. Ne, ni to, to je nadarjeni učenec, to su uprašanje tipično za nadarjene učence. Nam nadarjeni učenec pove, vrat je pod kutom od 11 stopinj. Pa onda delamo geometriju. Pa nam pove, učitelj, živi u 11 država Afrike, onda delamo geografiju. Pazite, jedno uprašanje, i geografija, i geometrija, i biologija, to je škola prihodnosti. Da sve povezujemo. To zahteva nadarjenega učitelja, kad ste povedali, učitelj mora da ima 1000 informacija, pa bo dal skozi igro. Ajde da vidimo, 11 do konca, še, ajde 2-3 ide. Zob. Zob. 11 zob, ali ima parne zobe, nema 11. Če ima karijes, okej, počete imati. 11 vretenc. Vrat je dol 2 metra i ima 11 vretenc. Bravo, ampak nije to imik 7 kot mi. Gledajte, zdaj vam to, konec ovoga kratkega predavanja, kaj smo zdaj dobili, taj smeh? Če date otroku, 5-letnom otroku darilo za rojstni dan, a ga damo u papir, ali direkt u ruku. Zakaj u papir? Presenečenje, da se bo, bravo, da se... I otrok me pove, veselje je duže. Kaj se zgodi? Dobi dopamin. On vidi darilo, ampak ne ve kaj je tu i on ide dopamin, to je hormon radosti, veselja. Otpira papir, 5-letni otrok fant i dobi rdeči, ona škatla burago, kaj je to, veste kaj je burago? Auto. I on samo vidi burago i zdaj ide hormoni sreće, endorfini. Otpira papir, opet ide dopamin, da vidi model, burago i vidi Volkswagen, še enkrat endorfini.
Otpira papir i vidi Volkswagen Passat. 3 krat dopamin, 3 krat endorfini, ni to, ampak malo, ajde da zamislite. A če je dobio avto direkt u ruku, kaj dobi? Pa nič, samo avto. Kaj je tu pomembno? Dopamin, endorfini su hormoni spomina. Če se vi spomnite svojega rojstnega dana, tudi jaz, mi smo imali, to se znalo, veliki praznik, veliko darilo, to je bio rojstni dan, ili novo leto. Po možda dan danas se spomenu nekog našega darila iz otroštva. A naš otrok dobije 20 darila svaki rojstni dan, svaki vikend. Nema dopamina. I zdaj, kad sam povedao 11, to je kod darilo, dobili ste darilo, otpirate papir. Kaj je 11? Vrat. Življenje nosi mladića. I vsak čas ste na dopaminu i ste vi povedali kaj ima 11 vratnih vretencov sam dao. Bravo, super ideja, ima 11 vratnih vretencov i ona misle da je to konac naloge i dobila endorfin. I bila je srećna tog sekunda. A vi, to je konec igra, padne dopamin. A sam povedao, nije to i onda ide smeh, to je dopamin. I sve podatke za žirafu ste memorisali, a niste učili. I to bi mu odgovor, je kapacitet za učenje omejen, ali ne. Pa vidite da ne. A če učimo na pamet? Je. Pa je čuveni neurofiziolog Mark Rosenzweig dao matematički model. Memorija je neomejena, če učimo fiziološki. A se vama zgodi na cesti, imate dva neka nova, dve osobe i daju vam ime Marija i Bojan. Pozabite za 1 minutu. Za kaj? Za kaj pozabimo? Se to zgodilo? Za kaj? Pomembno nam je, ampak smo za 1 minuto, ma za 5 sekund pozabili. Za kaj? Ker nismo razmislili o tem. Da smo razmislili, to je tehnika da umemorišemo, ali pitam za kaj smo pozabili. Možgani su organi za preživetje. Instinktivno, če vidio nekaj novega, instinktivno ide analiza. A je ta osoba nevarna, visoka, niska, mršava, debela, gleda nas u oči, u drugi deo tela, teg momenta ime biološki nije pomembno. Evo uprašanje, pre 1 minuta sam povedao muško i žensko ime, jeste memorisali? Pa dignete ruku. Marija in... Ok. Drugo uprašanje, profesor fiziologije je povedao da kapacitet za učenje nije omejen. Koji je memorisao ime i prezime da digne ruku? Samo vi ki ste bili včeraj na predstavu. A vi, še enkrat povem, Mark Rosenzweig. Da ste vi moji studenti, evo Petre je moj student, dođe na ispit psihologije učenja. Petre, povej mi par besed o kapacitete za učenje. Ono kada joj profesor, učila sam, ampak ne vem. To je 50. stranica. 6. red. Petra, ajde da uči pa pridi česne. Profesor, učila sam, evo, onda še enkrat. Katera strana je? 50. red. 6. I kaže, učila sam, to je po zelenim flomasterom. I taj fiziolog je ćelav, nema kose, ima klempe u uši i ne znam, rdeču košulju. Petra, nauči malo bolje, vidimo se česen teden. I on ide van i tamo na vratima ima informaciju. Za kaj tam, a ne tu? Pa bile je pod stresom, možgani su organ za preživjetje dobile sporočilo, beži, spašavaj se. Ili bori se, sa mnom ne može da se bori. Kad se spasila tamo, došla na vrata, dobila informaciju. Evo še enkrat uprašanje za vas. Ime i prezime tog neurofiziologa ste memorisali, nemojte govoriti nič, dajte samo dignete ruku. To je tretina. Petra? Bravo, Mark Rosenzweig, na kateri strani je tekst? 50. Super, red? 3. 6. Flomaster? Frizura? Ćelav je uši? I košulja? Hvala lepo, to je sve. Hvala gospod Rajović za dopamin.
Veliko predlogov smo slišali strani dijakov in učencev, kaj se da uresničiti in dokdaj. Morda nam lahko odgovori naslednji gost. K besedi vabim gospoda Kristjana Muska-Lešnika, docenta s Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo in predsednika Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Gospod Muska-Lešnik, prosim. Kdaj se da tole urediti? Če bi me vprašali pred 20 leti, bi rekel, da v 20 letih se pa že da kaj narediti. Ampak smo dosti tukaj, ne? Z dvema zgodbicami bi začel. Prva zgodbica je zgodbica o enem mulcu, ki je enkrat rabil mali inštrukcij pri matematiki. In je imel starejšega brata, njegov starejši brat je pa študiral matematiko. Predvsej logična stvar, da potem brat pomaga, ne? In ta oba se je mučil, ene polinome so reševali, oba se je mučil in ta starejši brat, ki je študiral matematiko, mu je kapnila ena zadeva in rekel, tukaj ti pa lahko pomaga Hornerjev algoritem. Kaj je Hornerjev algoritem? To je pa en algoritem za reševanje polinomov, ki ga vi ne poznate, ker se ga učijo na faksu pri matematiki. A zdaj si že v srednji šoli? Ne, vedno. Ja, tam pri nas takrat tega ni bilo. Sorry. Vem precej dober, zaradi preprostega razloga ga bom potem razložil na koncu. Potem je ta Poba šel, je pisal test, je rešil nalogo s tem Hornerjevim algoritmom in je, moram reči, da ni vseh nalog rešil čisto optimalno, ampak tole nalogo s Hornerjevim algoritmom mu je učiteljica prečrtala zaradi preprostega razloga, ker je ni rešil tako, kot so se jo učili. Zdaj pa, zakaj sem si precej dober zapomnil to zgodbo? Zato, ker je bil ta Poba je bil moj brat, ta študent matematike sem bil jaz, test je bil pa njegov popravni izpit. Se pravi, je zadeva bila na tem, da je popravni izpit pisal negativno in bil stal še eno leto. Pa sem pa jaz šel do tiste učiteljice, pa je molitvo, pa prevzel krivdo na sebe, sem rekel, jaz sem kriv, ker sem ga učil krivo vero in sem ga učil, kako lažje lahko reši tisto zadevo, ne? Tako da epilog te zgodbe je bil ta, da je on šel, hvala Bogu, v višji letnik naslednje leto, jaz pa iz matematike na psihologijo. Druga zgodba, ki sem jo hotel povedati po enem zanimivem človeku, jaz sem par res zanimivih ljudi srečal v življenju, ta je bil eden od bolj zanimivih. Tako zanimivo zgodbo mi je prepovedal svojo življenjsko zgodbo. V bistvu, ko je bil Poba, ga je zanimala samo ena stvar in to ni bila šola, fuzbal, nogomet. Sanjaril je samo o eni stvari, kako bo igral nogomet in tako naprej. Vse, kar je počel, je bil nogomet. Popoldne je igral nogomet, hodil na trening, po treningu je šel domov, mislim na igrišče, se igral nogomet in tako naprej. Sanjaril o tem, da bo enkrat fuzbaler in da bo igral za Manchester United. In ko je bil star 17 let, je podpisal pogodbo z klubom v prvi ligi, ni Slovenc. Tako da ni treba razmišljati, kdo je to. Podpisal je, začel je igrati v prvi ligi fuzbal. A je to fajn? A so se mu resničile sanje? Kaj pravite? Ja, so se mu. Pol leta kasneje se je na treningu zaletel z enim soigralcem, ko so prišli v zdravstven dom, ko so zdravniki povedali, kaj je z njegovim kolenom, so mu povedali tudi, da je konc njegovega igranja fuzbala. Kaj pa zdaj to pomeni za mladega človeka, ki je živel samo za fuzbal? Konc! A ne daj, konc! Kaj se naredi? Mi psihologi vemo, kaj se zgodi. Približno človek stane obtožen, obupan, depresiven, kakorkoli, vse znake depresije šolske je kazal. Edina stvar, pravzaprav, ko me čez nekaj časa pomagala, da se je malo manj slabo počutil, je bilo to, da je pa brenkal na kitaro. To je eno za vsem mulce tukaj to, da veste, če je človek kdaj otožen, najbolj pomaga, če vzame kitaro, pa otožne pesmi, igra pa poje in pa se počuti malo manj otožen. Je pa en pogoj, moraš znati igrati kitaro, ker ko jaz to poskušam, vratam samo še bolj otožen. Prav, moraš znati. In on je glih to, ki je znal, da je igral, pol so pa ugotovili, da en sošolc pa igra bobne, en sošolc igra pa bas kitaro, kaj so naredili drugega, band so naredili, skupaj so začeli igrati v garaži, posebej plošo in glej ga zlomka, v parih letih so bili eden od bolj znanih rock bandov
v njihovi državi. A ni to fajn? Hot je bil fuzbaler, podaril so samo sanje, no zdaj je bil pa končni rokar. Potem je pa on začel razmišljati, pa je rekel, pišel, pa mogoče pa jaz ne bom čel z življenja samo to počel, ne? Kaj pa, če bi še kaj drugega počel, človek pri 70 letih mogoče ne more več skakati po odru. Tisti starejši med nami, ki se spomnimo Mika Jaggerja, pa Keitha Richardsa, vemo, da to se vsem da, mogoče vse skupaj bolj škripa, ampak da se pa. On je vsem rekel, grem pa jaz še na faks študirati. In je šel študirati ekonomijo, doštudiral ekonomijo in postal posrednik v eni borzno-posredniški hiši, zaslužil fajn, manj kot fuzbalerji, ampak še vedno fajn zaslužil. In potem so, ko so se pogovarjali o tej njegovi zgodbi, njegovi sošolci, mislim kolegi, ne sošolci več, zdaj so bili že kolegi, so bili toliko navdušeni, so rekli, pa ta tvoja zgodba je toliko fajn, ne? Nekaj se ti je podaril, pa se nekaj novega odpre, pa se nekaj pa se še nekaj tega odpre. Kaj, če bi ti napisal eno knjigo o tem? Rekel, pa dobro, se bom pa napisal knjigo. En kolega je bil, kaj bom rekel, komercialni interes imel, ker je delal v založniški hiši. Je rekel, tole je knjiga, ki se bo dobro prodajala. Ne? In je začel pisati, kliče čez par dni nekaj kolega je rekel, pa to je dolg cajt, to je moja zgodba, jaz to že vse vem, kaj če, a bi mi izdala rajš knjigo, če bi jaz en roman napisal. On se je prijel za glavo in rekel, ne, daj ti napiš to, kar hočemo. Rekel, ne, daj bomo roman, ne, bi roman. Pa so nekako pristali, da bo roman napisal, pa ali pa tisto. Pa je napisal roman, a lej ga zlom, kad glih toliko so tistega romana prodali, da mu je on ta drug rekel, kaj pa če bi ti še enega napisal, ne? In je napisal še en roman, pa potem napisal še kakšnega, a zdaj vam pa počas lahko povem, kdo je ta človek. A je kdo od vas mlajših tukaj prečital, ker pa ni pisal samo romanov, je pisal še knjige za mladino, a je kdo kdaj prečital kakšno knjigo z naslovom Prdo prašek doktorja Proktorja? Aha, ste? No, evo. Zdaj pa tisti starejši, mogoče, ali je kdo od vas kdaj prečital kakšno kriminalko? A ste slišali za ime Jon Ezbo? No, to je on. To je on. Jon Ezbo je bivši fuzbaler, še vedno aktiven rokar, še vedno ekonomist, ki ne dela kot ekonomist pisati. Ne? Kaj mi pove ta zgodba? Ta zgodba mi pove preprosto to, da je v vsakem človeku ogromno enih potencialov. V vsakem mladem človeku je ogromno enih potencialov. In od okolja, od ljudi, okrog tega mladega človeka je odvisno, kako se bodo te potenciali uresničili. Kako bo lahko mlad človek vse tisto, kar je noter v njem in vse tisto, kar bi lahko v življenju poslal, uresničil. Kako mi to uresničujemo v šoli, to je pa zdaj drugo vprašanje. Jaz se spomnim, jaz sem to starš, ne? Moja hčerka je bila v prvem razredu osnovne šole in je enkrat prišla domov vsa nasmejana. Običajno iz šole prihajala precej slabe volje, ni bila prav navdušena na šolo. Oziroma bila je prva 2 tedna, potem pa vedno manj. Takrat je prišla pa prav navdušena, se je smejala, sem rekel, kako se je tebi nekaj lepega zgodi, ne? Je rekla, ja. Sem rekel, je rekla, oganeš kaj? Pa kaj boš ta? Sem rekla, si zaljubljena. Je rekla, je to tudi, ampak ni to, ne? Rekel, kaj, nisem, 3-4 stvari sem probal, ni rater. Rekla, veš, kaj sem jaz danes ugotovila? Da je šola brez veze. A zdaj pa, jaz pa psiholog, pa pedagog, ne? Pa še mama od tega otroka je tudi psihologinja, ne? Po eni strani sem si mislil, pišu, koliko je moj otrok bister, da je v prvem razredu pogruntal nekaj, za kar sem jaz rabil dolga leta, ne? Po drugi strani sem pa rekel, ampak šola pa ni brez veze, ne moram jaz kot pedagog reči, šola je brez veze. Ne, šola ni brez veze, šola je krasna stvar, šola je super stvar, šola je eden od ta najboljših izumov, ki so jih ljudje pred nami izumali in je treba res skrbeti, da jo imamo še naprej takšno, ko je in da imajo vsi otroci možnost hoditi v kvalitetno šolo. Ne? Nekaj drugega je. Šola ima 2 možnosti. Tisti odrasli, ki delamo v šoli, imamo 2 možnosti. To je ena taka metafora, ki se mi je par let nazaj utrnila in jo zdaj še v knjigah pa na predavanjih razlagam. Šola lahko da mladim otrokom 2 stvari. Lahko jim pomaga, da si tista krila, ni treba, da se zglave, ampak da si tista krila zgradijo, ki so že zametki noter v njih in potem, ko pridejo na konec šole, preprosto letijo naprej v svet, vsa možna obzorja, ki so pred njimi. Lahko jim pa v šoli obesimo na noge ene težke betonske cokle, zaradi katerih se ne bodo več mogli premikati ali pa ne bodo mogli premikati vse tiste smeri v življenju, kamor bi lahko šli. In mene skrbi, da pravzaprav prevelikemu številu mladih ljudi, otrok,
mladim dijakom pravzaprav v šoli počnemo to. Natikamo jim betonske cokle skozi te naše predstave, kaj je tisto, kar mora mlad človek vedeti, kaj mora znati, da bo ja v življenju uspešen. Moram reči eno besedo, ki je primerna za tole publiko. Malo morgen. Mi danes pojma nimamo, v kakšnem svetu bodo te naše otroci čez 20-30 let živeli. In kako si potem jemljamo pravico, da rečemo, to so pa točno tista znanja pa veščine, ki bodo pa res ključno pomembne. In je težava pravzaprav v tem, da zaradi teh naših misli otroke v ene halupe usmerjamo in delamo tisto, kar je po mojem podoben, jaz temu rečem, sindrom bolj močno, bolj na poskok. Ne vem, pa mladi, a ste gledali kaj Kekca. Po mojem je zdaj ta najbolj aktualna reč za gledati. Zdaj je verjetno Squid Game bolj aktualna reč, ampak pustimo to. Tam v enem od Kekcev je Bedanc enega škrata brincla po imenu ujel, pa ga imel v eni košari pod stropom prevezanega in ta brincel je mogel Bedancu igrati. Bedanc je pa rekel, bolj močno bolj na poskok. Mi delamo po šoli točno to. Kaj recimo naredimo, ko enemu otroku ne gre matematika? Dajmo mu še več matematike. To je ono, če bi otrok rekel, jaz ne maram brokolija, zdaj bom pa jaz kot starš rekel, dej, ne, tukaj imaš še 3 zraven. Pameten starš naredi kaj? Zmiksa brokoli v juho, pa da zraven še kroglice in pa bo otrok pojedel, ker ne ve, kaj ima pred sabo. Mi smo malo manj brihtni in temu otroku rečemo, dajmo ti še malo matematike, da bo, ja, fajn, prav je, da otroku pomagamo, prav je, da otroka podpiramo, da ga spodbujamo, ampak nekaj drugega se zgodi. Naenkrat dobi otrok občutek, da je pravzaprav tista reč, ki mu ne gre, najbolj pomembna v življenju. In da ga tista stvar, ki mu ne gre, definira. In da je to tisto, kar ga najboljše opisuje. Namesto, da bi se, ja, seveda, jaz ne pravim, da matematika ni pomembna, je pomembna, jaz sem jo celo študiral, tako da vem. Namesto, da bi mu pomagali tam, hkrati pa v bistvu iskali, podpirali na tistih področjih, kjer je močen, kjer je dober, kjer lahko doživi tisto, čemu rečemo v psihologiji flow. A veste, kaj je flow? Ker nekaj delaš s takim užitkom, da zgubiš pravzaprav občutek za prostor, pa čas, ker je preprosto, tista stvar, ki jo počneš, toliko fajn, ker uživaš. In otroci ali pa odrasli smo daleč najbolj uspešni takrat, ko delamo stvari, pri katerih uživamo. In to niti približno niso tiste stvari, ki so banalne, Pejte pogledati posnetek Janje Garenbret, pa boste videli, ki je ona najbolj uživa. Takrat, ko se najbolj matra pri stvari, v kateri je res dobra. To so tiste izkušnje, ki jih otroci v bistvu rabijo. In to je tisto, kar pravzaprav ste tudi na teh taborih zdaj le počeli. Delali ene stvari, ki so zanimive, ki vas zanimajo, ki so vam blizu. Tako da, jaz mislim, da če mene kdo vpraša, kaj pravzaprav, kakšna naj bo šola, jaz mislim, da moramo v enem trenutku se nehati sprenevedati, pa ugotoviti, da pravzaprav se je svet v 100 letih blazno spremenil. Jaz vam tukaj v žepu eno stvar, ne vem, da ste zdaj poznate, kaj je to. Veste, ne, telefon. Danes včasih je bila šola prostor, kamor so prihajali otroci, pravzaprav z sorazmerno malo znanji, malo informacijami, brez možnosti dobiti široko paleto znanja v svojih domovih. Danes ima vsak otrok v telefonu dostop do večje količine informacij, ki jih je Leonardo da Vinci kadarkoli v življenju vsega skupaj zmogel zaobjeti. Hkrati je pa na teh napravah cel kup lažnih novic, pa teorij zarote, pa drugih stvari. In tisto, kar moramo v šolah danes početi, je ne več iti proti tistemu enemu pravemu odgovoru, učiti otroke uporabljati glavo, učiti otroke kritično razmišljati, učiti otroke ločiti zrno od plev, pa hkrati ne zatolči tistega potenciala ustvarjalnega, ki ga otroci v sebi imajo, pa o čemer kolega Rajovič verjetno še več lahko pove. In to pomeni, da šola mora iti preprosto stran od tistega modela one size fits all. Poznate to, kako izgleda, ko gremo kupiti v trgovino majčko, na kateri piše one size fits all.
A je kdo že kdaj kupil? Tako, ena velikost za vse. To je edina mačka, za katera je precej velika verjetnost, da čisto nobenemu človeku na tem svetu ni v resnici prav. Ker je univerzalna. In zelo podoben velja za princip šole po sistemu en model za čisto vse. Ne gre. Tok smo različni, učitelji smo različni, otroci so različni, dijaki so različni. In edina možnost je iti v več individualizacije, več personalizacije, več tega osebnega odnosa. Kar pomeni, da je treba dati veliko več avtonomije učiteljem, zato da lahko v tistem času, ki ga imajo na razpolago z otroki, z učenci, res pripravljajo zanimive, izzivalne naloge za njih. In vse skupaj bo, po mojem mnenju, morali peljati v smer, ko se ne bomo več ukvarjali samo z vprašanjem, kaj je tisto, kar mora znati mlad človek, ko pride ven skozi ta šolski sistem, ampak se bomo začeli ukvarjati z vprašanjem, kdo bo ta človek. Kdo bo ta človek in kakšna krila bo imel za to, da bo lahko naprej šel v življenje. Hvala, gospod Musa Plešnik. Senat Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem je prejšnji teden ustanovil Center ustvarjalnosti in nadarjenosti. Namen slednjega je oblikovanje podpornega okolja, ki omogoča nadaljnji razvoj kompetenc nadarjenih in talentiranih posameznikov. Sočasno pa želimo tudi ustrezno opolnomočiti pedagoške in druge strokovne delavce pri delu s tovrstno skupino otrok. Pri tem bomo stremeli predvsem k izmenjavi primerov dobre prakse na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja. Tako, 3-dnevno srečanje se počasi zaključuje. Potekalo je pod taktirko Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem in Zavoda za izobraževanje UMI Koper. In prav slednji letos obeležil 30-letnico delovanja. V zavodu smo tekom vseh let povezali najrazličnejše strokovnjake naravoslovja in umetnosti z mladimi, ki so pripravljeni svoje znanje in moč ustvarjalnosti združiti in tako ustvariti nekaj novega, tudi koristnega za prostor, v katerem živijo ali tja pridejo. V 30 letih smo skupaj ustvarili veliko projektov, ki so dobili v javnosti in prostoru potrditev. Kot pa se spodobi za tako obletnico, bomo današnjo novinarsko konferenco nadaljevali s kratkim filmom o preteklih izkušnjah in ugotovitvah zavoda. Želim vam prijeten ogled.